Dobro jutro. Na tale majski petek, ki nekako ne deluje kot majski, bomo kavo skupaj pili vsi tisti, ki jih zanima zagovorništvo. Predvsem pa bo to kot en tak interni sestanek MČM-a, kajti pol moje ekipe je zdajle tukaj z mano in verjamem, da bodo vse povedali veliko o tem, kaj počnemo, seveda kaj počnemo z našimi člani. Nekaj, kar pa v zagovorništvu zagotovo najbolj velja, pa je to, da govorimo o kulturi dialoga. In moje današnje jutro je bilo tako, ki je dokazalo, da moramo o tem govoriti še toliko več. Zato bomo za začetek, da nas malo odpelje, pogledali spot našega pokrovitelja Hvala zavarovalnica Triglav, predvsem zato, ker tudi vedno znova rečete, da bo vse v redu in bo vse v redu. Torej, sporočilo zavarovalnice. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje, zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Vse bo v redu, če se bom jaz unmutala. Torej, drage moje kolegice, današnjo kavo bomo pile skupaj, ene smo tukaj v pisarni, ene ste doma, ampak vseeno bo kava taka, da upam, da bodo tudi vsi ostali sodelovali z nami z vprašanji, predlogi in pogledi, tako da MČM zagovorništvo, kot sem omenila, za nas je ključna kultura dialoga, seveda pa smo postavili nekaj tistih ključnih sporočil, za katere verjamemo, da jih je potrebno imeti vedno ob sebi, in sicer zdravje, znanje, varnost in poslovno okolje. Tako da mogoče začnem kar s tabo, Vida, ti vodiš več komisij in vedno znova poudarjaš, zakaj je pomembno, da proaktivno sodelujo naši člani in zakaj je zelo pomembno, da tako gospodarstvo kot tudi seveda civilna družba in seveda odločevalci v smislu politike sodelujo z nami. Mogoče za začetek tvoj pogled. Ajša, hvala. Kar malce nenavadno je, ker sem ponavadi jaz v vlogi spraševalca in moram zdaj prav razmisliti, da bom povzela vse čim bolj na kratko. Zakaj je ključno? Zato, ker iniciative, ki pridejo z gospodarstva, so tiste, ki ustvarjajo tudi poslovno okolje. Poslovno okolje je tako, ki je konkurenčno, ki lahko pač konkurira vsem državam okoli nas ali pa tudi dlje od nas. In ravno danes zjutraj smo imeli komisijo pripravljeno na prihodnost in komisijo za prihodnost dela in izobraževanje. Gostili smo doktor Brodnika, ki se zavzema za konkretno pač uvedbo informatike in računalništva v osnovne in srednje šole. In tukaj je ključna podpora gospodarstva, ker gospodarstvo potrebuje kadre, ki imajo digitalna znanja, in zato je ključno, da mi tukaj zadeve podpremo, seveda v soglasju s člani komisij in celotno skupnostjo MČM, in smo potem mi nekako njihov glas, kaj potrebujejo, kakšne so potrebe na trgu in kako lahko dvignemo konkurenčnost in pa seveda tudi naredimo to okolje, zdaj če govorimo o finančnem okolju, tudi bolj predvidljivo. Mogoče ena stvar, ki je zelo pomembna, je to, da tudi kar se tiče zagovorništva, a bi lahko rekla, da se je v zadnjem času spremenil način, kako se to zagovorništvo dela. Zdaj bom jaz kar direktna. 10 let nazaj, ko sem začela na MČM-u, smo pisali take krasne, rekli smo jim dokumenti v stališčih, position papere, bili so napisani, ne vem koliko stranski, ampak se zdi, kot da zdaj to nekako ne pride več v poštev in da v bistvu vsega tega izumljanja
tople vode in vedno znova in znova pisanje dokumentov verjetno ni nekaj, kar mi počnemo, ampak poskušamo na različne načine, seveda bom kasneje tudi Brino malo več vprašala o partnerstvu za spremembe, pa seveda moja želja tudi, če kdorkoli želi zastaviti vprašanje ali pa povedati predlog, kaj so tiste teme, ki jih je potrebno postavljati v spredje, da to napiše bodisi v naš chat oziroma Q&A del ali pa tudi na Facebooku v komentar bomo malce sledile. Ampak se je tudi zagovorništvo torej spremenilo, zato ker morda imamo manj časa, morda manj lahko se ukvarjamo z določenimi argumenti ali pa celo nekako upoštevamo samo še tiste stvari, ki so zelo na hitro, ki so zelo všečne, kako skratka biti z argumenti, po drugi strani pa tudi sploh vzbuditi pozornost. Zdaj v teh 12 letih, odkar jaz bolj konkretno delam in spremljam MČM zagovorništvo, se seveda svet popolnoma spremenil. Vse je hitro, neki 100-stranski dokumenti niso več aktualni, ker v prejšnjih letih smo neprestano pisali neke super dokumente, gledali na to, da bi bili čim boljš napisani. Zdaj gre pa dejansko za to, da tudi na eni strani odločevalci od nas pričakujejo rešitve, ker dokumentov se je v teh letih naše samostojne države nabrali že cel kup in želijo rešitve. Rešitve pa zdaj strani gospodarstva, a so to zdaj dobre prakse iz tujine, absolutno konkretne rešitve. In mislim, da je tudi volja in želja vseh deležnikov v sistemu, da se hitro nekaj spremeni, ker če dolgo časa čakaš, svet nas prehiteva po levi in desni, ne. Tako da tle se je absolutno spremenil, je pa seveda tudi način komunikacije precej drugačen in Brina bo tle veliko več znala povedati, ali pa tudi ti, Ajša, se imaš kar več desetletne izkušnje v medijih. Treba je nagovarjati splošno in pa strokovno javnost in ta komunikacija je precej bolj drugačna, ampak tle bi jaz kar zaključila, ker imaš ti večjo strokovnjakinjo na drugi strani. Ok, Vida, hvala. Brina, izziv vide mi vedno v MČM-u, če nam kaj ni jasno, kako komunicirati, kako biti dovolj prijazni, hkrati pa udarni, kako negovati kulturo dialoga in to jaz kar naprej, veste, ponavljam. Ta kultura dialoga je meni izjemno pomembna stvar, zato ker se mi zdi, da se vse začne in konča s tem, da smo spoštljivi, pa konec dneva tudi, da znamo razumeti ljudi okoli sebe, kajti če tega ni, smo lahko še tako udarni, učinkoviti in pa z odličnimi dokumenti, pa se nič ne zgodi. Skratka, empatičen del družbe se mi zdi treba pogosto nagovarjati. Tako da, Brina, ena stvar je morda vprašanje komunikacije in zdaj delam prepovedano stvar, nikoli ne zastavljaj 2 vprašanj hkrati, ne? Ampak druga stvar, ki se mi zdi pa, da je zelo pomembna, je pa partnerstvo za spremembe. Tako da bi te mogoče v to smer malo vprašala, kako to ti doživljaš, ker si res motor te zgodbe v MČM-u. Ja, v bistvu je res, komunikacija je zelo pomembna in tako kot si rekla, v MČM-u res pazimo na to, da skrbimo za kulturo dialoga in tudi opozarjamo na to vse ljudi in deležnike, ki pridejo v bistvu v stik z nami. In mislim, da nam tle kar dobro uspeva in upam, da bomo lahko zgled tudi številnim drugim. Kar se pa partnerstva za spremembe tiče, je pa to tudi ena v bistvu zelo dobra zgodba, ki nam je pokazala, kaj vse lahko dosežemo, če se znamo pogovarjati, če smo strpni, in če smo pripravljeni na sodelovanje. In zdaj v bistvu z Ministrstvom za javno upravo to počnemo že 7 let. Vsako leto je z nami več ministrstev, več organov, pa tudi več podjetij. In je to res ena taka odlična zgodba o uspehu. Lahko povem tudi to, da tudi letos, recimo, ko so zadeve drugačne in ko smo vsi malo drugače začeli funkcionirati zaradi epidemije. Partnerstvo teče naprej v bistvu. Tudi izmenjave, ki smo jih ravnokar začeli organizirati, so naletele na v bistvu odličen odziv. Jaz sem kar malo presenečena, ker sem se bala, kako bo, ampak podjetja so pripravljena, organi so pripravljeni, ministrstva so pripravljena sprejeti izmenjačke in mislim, da bo to res super, no. Super. Ampak poleg tega, Vida je prej omenila pomembnost, tudi konkretnosti projektov in tako naprej, poleg izmenjav, ki seveda delujejo na tem, da se učimo drug od drugega, da se učimo kulturo dialoga, da se učimo poslušati,
in biti empatični, pa seveda vsako leto sprejemamo tudi izzive in spomnim se, kako so bili obe navdušeni, ko so videli, kateri izzivi so tokrat prijavljeni in imeli smo že tudi Coffee to Connect na to temo, ampak vendarle to pa je tudi en preskok v partnerstvu, da so izzivi zelo konkretni, da zelo pomembno vplivajo na kar nekaj segmentov v družbi. Mogoče, če zelo na kratko poveš, Brina, še o teh 3 izzivih, ki se jih lotevamo, pa mogoče, kje se nam tudi ustavil, kje je tista stvar, zakaj ni že, ker ko gledamo te izzive, se nam zdi dan, to mora biti vse narejeno, win, ampak vendarle se pa tudi zadeve ustavijo. Tako da nekaj o izzivih in kaj misliš, da je ključen element, zakaj recimo niso že vsi uresničeni? Torej, 3 izzivi, ki jih rešujemo letos so, eden je izziv pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani, kako povezati gospodarstvo in univerzo, da se bojo bolje razumeli in da bojo študenti dobili prava znanja, ki jih gospodarstvo in podjetja potrebujejo. Drugi izziv je izziv, ki ga skupaj rešujeta Kemijski inštitut in pa Inštitut Jožef Štefan, v bistvu kako pomagati mladim, prebojnim znanstvenikom, da lahko s svojimi idejami uspejo in jih pač pri tem tudi finančno podpreti, se pravi, delamo na konceptu Proof of Concept. In pa še tretji izziv je pa izziv Onkološkega inštituta Ljubljana, ki si pa želi z protonsko terapijo, ki je ena revolucionarna v bistvu izum iz slovensko znanje, kako zdraviti raka. In jaz mislim, da se z vsemi 3 izzivi dokazuje, da lahko res preboj naredimo samo tako, da sodelujemo. Je pa to v bistvu tek na dolge proge. Žal ni kar takole, da se zadeve rešijo, ampak jaz mislim, da s pravim pristopom, sodelovanjem, z razumevanjem, s kulturo dialoga tudi bomo pa uspeli vse to rešiti. Brina, hvala. To se jaz učim od tebe, ker podjetnica v meni zelo trpi, ko vidi same zmage in tako, zakaj ne, ampak pogosto je miselnost tista, ki nas ovira, po mojem mnenju, kar povem čemu ne. In to danes verjetno bojo tudi vsi, ki so z nami videli, nekako ne želimo sprejeti, ampak želimo to preseči, pa s kulturo dialoga spremeniti. In zato se obračam zdaj k tebi, Tonja. Tonja, vem, da tvoje srce utripa za Young. Tonja pri nas, vsi veste, je liderka Young generacije in pomembno tudi so vplivate na naše zagovorništvo v vseh pogledih, predvsem pa z vsemi izzivi, ki nam jih dajete. Predvsem zdaj vem, da je zate današnji dan pomemben, ker dobimo 5 vrhunskih mladih, imamo jih pa 2000. Ampak bi lahko rekla, da mladi pričakujejo, glede na to, ko se veliko pogovarja z njimi, da jih tudi sprašuješ, kateri so njihovi izzivi, kaj pravzaprav mladi pričakujejo od te družbe, kaj pričakujejo od nas in kaj je tisto, kamor se moramo kot MČEM še bolj usmerjati. Rekli smo zdravje, znanje, varnost in poslovno okolje. Se ti zdi, da nam kaj manjka po pričakovanju mladih? Ajša, hvala. In res je, moje srce velikokrat bije za Young, tudi njihovo pa velikokrat bije za Slovenijo in za te teme, ki si jih naštela. Jaz mislim, da mladi prepoznavajo, vidim, da vidijo svojo vlogo tudi v tem, da so aktivni v družbi in da znanje, ki ga imajo, uporabijo. Tudi zato, da se vključijo v MČEM komisije ali pa da so drugi v slovenski sferi aktivni in prispevajo za, ne vem, pa naj bo to trajnost, pa naj bo to energetika, pa naj bo to intelektualna lastnina. Teme, ki si jih naštela, se po mojem zdijo vsem ključne. Mogoče pa še mladi razmišljajo tudi o tem, ali pa gledajo okoli sebe, gledajo nase in na svoje kolege kot talente, a smo res naredili zanje, a se res zanje dogaja dovolj, a je to res toliko spodbudno okolje, da si mladi želijo tukaj ostati, ustvarjati, prispevati.
ali ne. Tako da tukaj mogoče vidim še eno tako Super, temo. super. Vrhunska pripomba in tukaj sem tudi vesela, da Snežna Kepa, ki ji mi rečemo pravzaprav središče optimizma, je tista, ki bo tudi že v mesecu maju, pa potem tudi v juniju, tik pred 30. obletnico samostojne države dala svoj pogled, kako imeti prototip države za talente, seveda pa dala tudi zelo konkretne predloge, za katere si želimo, da se uresničijo. Nina, tvoje srce pa ne vem, poleg za Gašperja, ne, bije še za Evropo. In tukaj mogoče eno vprašanje, kaj si se ti naučila od tega, da Slovenija, AmCham Slovenija je središče za 43 držav evropskih, da je tako zelo različna ta Evropa, velikokrat se o tem pogovarjava, kako čutva to razliko zahod, vzhod, mogoče tudi kako se znamo med sabo pogovarjati in tako naprej, ampak vendarle, kaj se ti pa zdi, da so evropske teme, ki jih moramo tudi še bolj razumeti in mogoče prenašati in biti njihov zvočnik tudi tukaj, pa konec dneva tudi transatlantske? Kar se tiče tega, kar sem se naučila, je to, kako zelo pomembna je kultura dialoga tudi na evropski ravni, ne. Predvsem o tem, ko spoznavamo, kako zelo smo si po eni strani enaki, po drugi strani pa različni. In če se ne pogovarjamo med sabo, velikokrat pride do nekih neusklajevanja, zaradi katerega v bistvu sploh do katerega ne bi prišlo, kadar se pogovarjamo. Zdaj, kar se tiče tematik, ki so na evropski ravni trenutno aktualne, vsekakor lahko rečem, da se zelo poenotijo s tematikami, ki jih tukaj obravnavamo, se pravi zdravje, cepljenje in tako znanje, varnost, ogromno poudarka je na varnosti, kibernetski varnosti in pa seveda transatlantskih odnosov. Zelo sem vesela, da ravno v naslednjem tednu organiziramo se pravi konferenco oziroma outreach v ZDA, kjer se bomo pogovarjali ravno o tem, kako nasloviti, kakšna je pomembnost transatlantskih odnosov, kako v bistvu poteka zdaj okrevanje po pandemiji, zelo pomembno vprašanje, ki je trenutno zelo visoko na agendah evropskih AmChamov. No in ravno naslednjem tednu tudi v AmCham Slovenija za naše člane organiziramo zajtrk, ki bo nagovarjal točno te teme. Zdaj so bili vsi pravzaprav načrti za okrevanje in odpornost poslani v Bruselj. Nekaj časa bo trajalo, da jih tudi Evropska komisija pregleda in odobri, ampak izjemno bo pa pomembno, spet to nekako izjemen dokument in kako odlično pripravljanje, katerikoli je bil že poslan, ampak kaj se bo tukaj v resnici zgodilo. In to, Nina, kot razumem, ne, in kot smo se dogovarjali, bo pač tema zajtrka, ki ga imamo 13. Tako je, o tem se bomo pogovarjali na zajtrku. Predvsem bo poudarek, vemo, kaj želimo, ampak vemo, kako to uresničiti. Zdaj, če lahko povem, kdo bodo naši govorci, z nami bo državna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs, z nami bo partner Templeton Private Equity, partner Matjaž Šrolj, strokovni pogled bo dodala tudi dr. Polona Domadenik, redna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, z nami bo Nevenka Črišnar-Pergar, so predsedujoča AmCham komisiji za spodbujanje investicij in seveda direktorica MP Consulting, pa tudi članica strateškega sveta za debirokratizacijo in pa Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Tako da naslovili bomo zelo pomembno tematiko in vljudno vabljeni, da se nam pridružite in poslušate. Super. In kar vedno hočemo, tudi sodelujete. In sodelujete. Zato tudi zdajle, če želi kdorkoli kakršnokoli vprašanje, dobrodošli, da ga zastavite, ali pa tudi vaš komentar. Mislim, upam, da boste v komentar napisali, kako ima AmCham izvrstno ekipo vrhunskih komunikatork, kar me vedno znova navduši, tako da hvala vam, drage dame moje. Zdaj bomo še pa mogoče majčkeno bolj od komisije do komisije. V AmChamu imamo zelo razdeljene tematike, hkrati se zavedamo te pomembne kape zaupanja in pa seveda tudi kulture dialoga, ponovno ponavljamo, ne. Tako da mogoče videti, če začnemo s finančno komisijo,
ta ima najdaljšo tradicijo, vmes se je sicer preimenovala, ampak iz davčne v finančno, torej širši pogled. Mogoče na kratko, če nam poveš 3 teme, ki se ti zdijo zdaj ključnega pomena, kaj je tisto, o čemer se zdaj največ pogovarjamo? Zdaj kar nekaj tematik se je v teh letih nabralo, pa mislim, da smo jih v našem dokumentu v stališčih, jih imamo že kar na 15 straneh, ampak če bi gledala v zadnjem času, sploh zdaj prva na listi je absolutno, mi smo jo poimenovali razvojna kapica, zdaj nekako izraz socialno-razvojna kapica, to je absolutno tema številka 1, kajti je tudi na mizi poslanskih skupin pač v državnem zboru. In tukaj me zelo veseli in vem, da tudi tebe, Ajša, da smo spet stopili skupaj, podobna združenja gospodarskega kroga, pa jih ne bom naštevala, mogoče bi jih ti kasneje. Stopili smo skupaj, iščemo načine, da, pa ne bom rekla prepričamo, ampak da povemo, kako je to pomembno, sprejetje, da se vsaj začne, da se sprejme pač to limito, nad katerimi se pač prispevki ne dvigujejo več tako močno, se pravi, da se sprejme socialno-razvojno kapico, če želimo obdržati talente tukaj, talente vseh vrst, in pa če želimo zadržati tukaj, se pravi, bolje plačane poklice, delovna mesta, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, je to ključno. Tako da tle v maju bo potekala kar velika akcija in bomo zelo aktivni na tem področju. Druga stvar je seveda pokojninska reforma, tudi o tem govorimo že kar nekih 8-9 let in tle je naš sopredsedujoči Žiga Vižintin seveda glavni glasnik tega, tudi zaradi tega, da si omogočimo neko varno starost, no, bom čisto po domače rekla. Še kup tem je mogoče davčno rezidentstvo, predvsem pa bi mogoče izpostavila tisto, kar slovenska in tuja podjetja tukaj najbolj zadeva, vedno govorijo o predvidljivem finančno-davčnem okolju. Se pravi, da se gre z obdavčitvijo v smer konkurenčnega poslovnega okolja in da so te zadeve predvidljive. Se pravi, da se davki ne višajo kar iz leta v leto, se pravi, če neka nova multinacionalka pride v Slovenijo, da lahko računa nekaj let na neko pač davčno okolje, ki se ne spreminja, no. To je predvsem pri finančni komisiji. Super, Vida, hvala. Naj jaz omenim, gospodarski krog sestavlja pravzaprav, to ni uradna organizacija, sestavljajo kar nekaj organizacij, ki se povezujemo seveda na področju gospodarstva. V tem trenutno in kdo so tisti, ki zelo poudarjamo pomen socialno-razvojne kapice, prav zato, da dejansko obdržimo delovna mesta, pa tudi zato, da bodo tisti kadri, razvojni kadri, ki so v podjetjih tudi v bistvu imeli priložnosti ostati tukaj in seveda, da jim ne bo pobralo več kot 50% država. Govorimo o socialni, zato ker je pravična, in o razvojni, ker prinaša pač razvoj. In torej organizacije, ki smo tukaj povezane, pa smo AmCham Slovenija, Združenje Menedžer, Gospodarska zbornica Slovenije in Klub slovenskih podjetnikov, SBC. In tudi to je nekaj, kjer dokazujemo, tako kot je Brina prej omenjala, v partnerstvu, da sodelovanje je možno in ne samo, da je možno, da je ključno. Brina, prihodnost dela in izobraževanja, če že govorimo o delovnih mestih, zato pa ne bo pomembno samo seveda kakšni davki bodo, ampak predvsem katere veščine bomo imeli. Ja, res je. Veščine se spreminjajo, drugačne so, kot so bile, ne vem, pred 10 leti in verjetno čez 10 let spet ne bojo enake, kot so zdaj. Tako da naša komisija za prihodnost dela in izobraževanja se s tem zelo ukvarja. Kar pa tudi počnemo, pa je tudi zelo, kako bi rekla, v skladu s časom, je pa, da se ukvarjamo z novimi oblikami dela oziroma delom na daljavo. In smo tudi v okviru komisije že dali več priporočil, kako bi lahko to delo naredili bolj uporabnikom prijazno, ker dejstvo je, da je sploh s pandemijo delo na daljavo dobilo še zagon in da verjetno nikoli več ne bomo šli nazaj, kot je bilo prej, ko smo vsak dan delali v pisarnah, ampak postajamo vsi bolj fleksibilni.
Ja, in ključno je verjetno, da se pri tem upošteva še različne stvari, kot je tudi psihološka varnost in tako naprej. Absolutno. In sem vesela, da ne gledate na te stvari zgolj tehnično in tehnološko, ampak seveda tudi zelo človeško. In to je verjetno tudi ena od stvari, ki jo postavljamo kar naprej v središče. Če govorimo o delovnih mestih, o tem, kako zelo pomembno je, da se tukaj ustvarjajo priložnosti, Nina, je pa Komisija za spodbujanje investicij tista, ki se zavzema za to, da bo tukaj okolje predvidljivo, da bomo pravzaprav lahko pritegnili in veste, da sem zelo občutljiva, če kdo reče majhna država. Nismo majhna država, dejstvo pa je, da smo majhen trg. Smo pa ravno prav velika država lahko zakaj, ampak enkrat sem rekla, pa se mi zdi, da so mi nekateri zamerili, da pač žal se investitorji ne zbujajo in ne grejo spat z mislijo na Slovenijo. Ampak kaj je tisto, Nina, o čemer govorimo v Komisiji za spodbujanje investicij? Ja, Komisija za spodbujanje investicij je bila zdajle zelo aktivna, kar se tiče odziva na vse protikoronske zakone skupaj z Komisijo za prihodnost dela in pa finančno komisijo, ampak 4 poudarki, ki jih v Komisiji za spodbujanje investicij res poudarjamo, so pa sledeči. Prvi, novo sprejeti mehanizem nadzora nad tujimi neposrednimi naložbami, ki bi ga bilo potrebno po našem mnenju redefinirati. Predvsem poudarjamo na možnost retroaktivnih pogledov za nazaj, za že priglašene investicije, in sicer za obdobje kar 5 let. Opozarjamo tudi na pomensko nedorečenost nekaterih pojmov, kar dodatno zmanjšuje pravno varnost in predvidljivost tega nadzornega mehanizma. Zdaj, privlačnost in zanimivost Slovenije z vidika tujih investicij pa pač po pričevanjih naših vlagateljev močno vpliva tudi učinkovitost različnih regulatorjev in agencij in tukaj si prizadevamo za skrajšanje in poenostavitev postopkov v delovanju teh agencij, se pravi predvsem krajši obrazci, roki in tako naprej. Zavzemamo se za poenostavitev gradbenega postopka, se pravi vse, kar je v zvezi z debirokratizacijo. In za konec še za vzpostavitev zlate vizumske sheme, kar bi pa predvsem pomagalo lažji integraciji tujih investitorjev. Ja, super, ker vemo, da bo zdaj, tako kot je Vida omenila, na mizi poslancev oziroma je že ne samo zakon o socialno-razvojni kapici, ker je to del znam nikoli izgovoriti te besede, skratka, proti birokraciji, recimo, ne. To je zakon, ki je zdaj pravzaprav najbolj aktualen in najpomembnejši in seveda je zelo pomemben, da bo sprejet, ker to bo omogočilo, da bodo dejansko tudi podjetja lažje, hitreje in bolj učinkovito lahko tukaj zaposlovala in prinesla tudi novo znanje. In o tem bomo tudi nekoliko več videli, vem, da je to tema, o kateri ti veliko razmišljaš, ampak še preden Vida grem k tebi s tem vprašanjem, Tonja, bi pa rada nekaj več slišala tudi o Komisiji za trajnost. In sicer to je nekaj, kar se zdaj veliko pojavlja povsod, po vseh podjetjih, cilji povezani z okoljem, upravljanjem in pa tudi socialno odgovornostjo oziroma družbeno odgovornostjo je nekaj, kar podjetja zdaj po večini, vsaj mednarodna podjetja, postavljajo visoko po prioritetni listi, tudi nekatera slovenska podjetja že to postavljajo visoko, morda pa to ni nek splošen trend. Če nam nekaj več poveš o tem, s čim se ukvarjate, kaj je tisto, o čemer boste največ govorili? Ja, Ajša, prav imaš. Trajnostni razvoj je viden kot priložnost in mislim, da so v zadnjih letih, da je to res ima eno tako eksponentno rast, da so podjetja vzela te cilje trajnostnega razvoja, zaveze Pariškega mirovnega sporazuma, recimo zaveza k ogljični nevtralnosti do leta 2050, da so to res vzela kot nek kompas. Kompas za, ko razmišljajo o svoji strategiji, ko razmišljajo o svojih produktih, ko razmišljajo o delu s svojimi zaposlenimi, ko razmišljajo pač o neki viziji, strategiji, kam bojo šli, absolutno vzamejo merila trajnosti kot tista, ki jih usmerjajo.
In eno, kar delamo v Komisiji za trajnostno rast, je že to, da se učimo drug od druga, da pogledamo prakse podjetij, se pravi, nekatera so se recimo tega lotila zelo tako strateško, nekatera imajo pa pač produkt tak ali pa poslovni model tak, da paše v to trajnost. Ne vem, recimo, če gre to za podjetje, ki se ukvarja z obnovo zgradb. Tako da, če grem pa še malo sam na ta področja, ki jih pokrivamo, ki jih naslavljamo, predvsem mogoče tukaj še en komentar, mi recimo tudi še nimamo izdelanega svojega position paperja, ampak probamo biti predvsem sogovorniki in se oglašati takrat, ko nekaj je v obravnavi, recimo dolgoročna podnebna strategija ali pa zdajle nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, da pogledamo dokumente in probamo kaj komentirati in ne še s svojim prihajati. Tako da veliko stvari je napisanih, veliko zakonodaj se sprejema na tem področju, tudi na nivoju Evrope. In štiri stebre oziroma 4 področja, ki jih mi naslavljamo. Je eno absolutno zeleni dogovor in zeleno financiranje v trenutno aktualnem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, kjer je, mogoče poudarim samo 2 stvari. Recimo 42% teh sredstev bo namenjenih za zeleni prehod, ostalo pa za ta digitalni del. In zeleni prehod pa ta pametna, trajnostna, vključujoča rast sta 2 ključna dela nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. In v tem bomo delovali predvsem v 2 smerih, se pravi, da vemo, kje so viri financiranja in kako dostopati do informacij. V preteklosti smo o tem že govorili z državno sekretarko Moniko Kirbiš-Rojs, naslednji teden bo tudi gostja na našem poslovnem zajtrku, in pa z gospo Neno Dokuzovo, tako da s temi ključnimi akterji se tukaj želimo povezati, da predvsem podjetjem probamo biti ena platforma, kjer lahko dobijo informacije. Druga zadeva so pametna mesta in trajnostna mobilnost. To je pač eno področje, ki ga naslavljamo, ker se nam zdi zelo ključno. V Sloveniji se veliko govori o potencialu energetike, tako da to nekako paše v ta segment. Potem krožno gospodarstvo predvsem iz vidika, da bo to, da v prihodnje ne bomo mogoče na trajnost gledali samo iz tega gospodarskega, makroekonomskega vidika, ampak bodo vedno projekti morali biti upravičeni z nekimi nefinančnimi, z vidika nefinančnega poročanja. In kako pa vseeno meriti te projekte, da se dokaže neka upravičenost. Tako da tukaj predvsem malo razširiti, se pravi, moramo meriti neke vplive, da vidimo, da so rezultati vidni, ampak kako to krožno dejansko spraviti v prakso. Priporočila zakonodajalcem so pa še četrto področje, ki sem ga pa že malo omenila, se pravi, probamo se oglasiti, ko je neka zakonodaja na sporedu vlade ali pa Evrope. Tako da to bi bilo. Super, hvala Tonja. In zato, da bomo lahko pripravljeni na prihodnost, Vida, bo pa ključno, kaj tvoja komisija pripravljena na prihodnost se ukvarja s številnimi izzivi. Hkrati je pa nekako bi rekla, na vseh lahko prisotna, kajti vse, o čemer zdaj govorimo, je tisto, kar nas pripravlja na prihodnost in dostikrat omenimo, da se pa ta prihodnost dogaja zdaj. Ja, kot je Brina omenila, z delom nadaljavo, ko smo šli vsi pač na splet, se je pojavilo v prvi vrsti to, da večina ali pa veliko, da ne bom rekla večina, ni bila vešča, se pravi teh spletnih orodij, se pravi neka digitalna pismenost oziroma poznavanje teh orodij za komunikacijo. Druga stvar je pa kibernetska varnost, se pravi varnost na spletu, o tem se tudi premalo govori. In to je bila kar močna rdeča nit zdaj zadnjega leta dela naše komisije za prihodnost za pripravljanje na prihodnost. Sem tako navajena, da rečemo v angleščini ready for the future, da čisto pozabim, kako je v slovenščini.
Seveda, ker želimo opolnomočiti vse, se pravi tudi mojo kategorijo malo starejših z digitalnimi znanji, da bomo pripravljeni na ta digitalni ekosistem. Seveda močno podpiramo skupino Rinus, ki jo vodi profesor dr. Andrej Brodnik in ki smo ga gostili danes zjutraj. Gre pa predvsem za to, da ne samo, da že v vrtcu začnemo otroke pripravljati na računalniško razmišljanje, ne na uporabo gamerskih orodij na telefonu ali pa računalniku, ampak na računalniško razmišljanje, gre potem to kot obvezen predmet v osnovno in srednjo šolo, ampak da tudi ljudi, ki so že izven šolskega sistema, poskušamo prekvalificirati in opremiti s temi znanji, ki so tako nujno potrebna za ta čas. Sicer pa se v skupini Ready for the Future ali Pripravljeni na prihodnost ukvarjamo z umetno inteligenco, z disruptivnimi novimi poslovnimi modeli, se pravi, skratka z vsem, kar je povezano z novimi tehnologijami in z razvojem, tako da nimamo nekih omejitev. Smo pa v MČM-u verjetno edino združenje v Sloveniji, bi se upala trditi, kot tako, ki ima širša znanja in ti to vedno poudarjaš, ki se ukvarja tudi z vprašanji intelektualne lastnine. In to je kategorija, da če res želimo biti pripravljeni na prihodnost, bomo verjetno morali razumeti tudi to, da je treba intelektualno lastnino zaščititi, da je to tisto največ, kar imamo in da ne gre samo za to, da si umažemo roke, ampak verjetno moramo delo izkazovati tudi na način intelektualne lastnine. Mogoče poudarki te komisije. Mi je všeč, ker si to tako jaz vedno z velikim ponosom povem, da smo edino združenje, ki ima prav posebej pač skupino, komisijo, ki se ukvarja z intelektualno lastnino, kajti kot si prej omenila, mi smo ravno prave velikosti država in verjetno je bolje, da se usmerimo v neke nišne industrije, v lastno znanje, predvsem pa poudarjamo to, da država brez lastnega znanja in razvoja ne more biti konkurenčna in to znanje je potrebno tudi ustrezno zaščititi. Zato veliko delamo v tej smeri zaščite intelektualne lastnine. Veliko se zdaj v zadnjem letu tudi ukvarjamo z digitalno regulativo, ki prihaja s strani Evropske unije. Prav včeraj smo gostili odličen dogodek na temo akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih z odličnimi gosti, tako da malo bolj razumemo, da to ni nekaj oddaljenega, nekaj, kar je namenjeno pravnikom, ampak so to zakoni, regulativa, ki se ukvarja tudi s tem, koliko lahko neka platforma posega v samo vsebino, s sovražnim govorom, škodljivim govorom, se pravi vse, kar bi moralo zanimati prav vsakega od nas, ki kaj objavi na Instagramu, Facebooku ali kjerkoli drugje. Tako da želimo tle sploh skupaj z Brino, ki odlično komunicira, približa to splošni ali pa gospodarski javnosti, ki sicer nima v izobrazbi pravne podlage. Sicer se pa veliko ukvarjamo tudi z izumi iz delovnega razmerja, to je eno področje, ki je v Sloveniji preveč regulirano in praktično za podjetja, ki zaposlujejo raziskovalce ali pa inovatorje, predstavlja velik problem, saj je tako zakompliciran postopek, da skratka si kar sami interne izračune delajo podjetja. Tako da tukaj sodelujemo tudi s kolegi iz Nemčije, z MČM Germany, tako da ta nekako povezanost že v Evropi, tako kot je Nina prej povedala, ta skupina MČMs in Europe je ena taka dobra združba, kjer lahko veliko novega znanja ali pa neke dobre prakse tudi dobiš. Pa kar mene izjemno veseli, da nas v Sloveniji kot Slovence oziroma da nas v tej družini, mi rečemo, MČMs in Europe vidijo kot ene tistih, od katerih se res lahko veliko naučijo. In glede na to, da danes gledam vas, se sploh ne čudim, zakaj je tako. Ampak tema, ki pa verjetno vida ni samo najpomembnejša za MČM, je pomembna tudi za vsakega posameznika, je pomembna za družbo kot tako, sploh v zadnjem letu, je pa seveda zdravje. In to je tudi Komisija za zdravstvo, ki nekako deluje že 6. leto. Kar me izjemno veseli, o čemer večkrat govoriva, je to, da na začetku so nas sprašvali, pa kaj imate vi kot poslovno združenje, sploh za ukvarjate z zdravstvom. Zdaj smo postali sogovornik, kar je izjemno pomembno, pridobili smo to zaupanje, seveda tudi z odločevalci. Še vedno pa verjetno čutimo, da bo potrebno
se začeti o zdravstvu pogovarjati z argumenti. Absolutno je zdravstvo tako občutljiva tema, da takoj privrejo in čustva, po drugi strani pa tudi izkušnje. Jaz sem bil pa pri temu zdravniku, pa je bilo v redu, jaz sem pa čakal potem 12 mesecev, pa ni bilo v redu. Skratka, to je tema, ki je tako izjemno občutljiva in zato mi vedno znova poskušamo odpirati čim širši skupini, predvsem tudi zato, da bomo znali potegniti prave odločitve, se pa zavedamo, da reforma v zdravstvu je verjetno ena ključnih reform za Slovenijo. Če mi poveš, katere so tiste ključne teme, o katerih največ govorimo? Zdaj v zdravstvu smo mi že od samega začetka, vsaj midve, ki smo se začeli pogovarjati o tej skupini, šli z stališča uporabnika oziroma pacienta. Se pravi, da gledaš na zdravstveni sistem stališča državljana kot na nek servis, ki ga uporabljaš ali pa ga boš uporabljal. Je pa tako, en članek sem prebrala ta teden, kjer je bilo tako napisano, zdravstveni sistem ne more kolapsirati oziroma se sesuje se lahko samo pacient. Tako da to je še kako resnično in v bistvu, če smo v prejšnjih letih nekako naš dokument ali pa zdravstvo gledali kot skozi organizacijo, financiranje in uvajanje inovacij, mislim, da zdaj gledamo skozi optimizacijo. To je pokazala tudi ta pandemija, kjer še vseeno naš zdravstveni sistem uspe do zdaj, kako bi rekla, obdelati vse paciente, pač jih sprejeti v sistem in pomagati. Ampak na dolgi rok je pa nekako nevzdržno in optimizacija, tako kot se pogovarjamo, samo skozi to, da imaš ti urejene procese, da jih urediš, da jih digitaliziraš, seveda s tem, da dobiš soglasje vseh deležnikov, ključni tukaj so zdravniki in medicinsko osebje, da uporablja to tehnologijo, ker tehnologija sama ne pomeni nič, na razpolago je ogromno, ampak če jo pač ne uporabljajo, da podatki sledijo bolniku, ne zdravstveni ustanovi, se pravi, da je ta mreža povezana in seveda, da je pacient v središču, marsikomu se to zdi tako, pacient v središču, seveda, da se ga vključuje, še vedno je pa največja odgovornost na zdravnikih, bi jaz rekla, da se jim da veljavo in pa v bistvu, da sledimo tudi vsem trendom, ki so v tujini. Zdaj nekako, saj zametki telemedicine so nas nekako prisilili, so tudi zdravniki več ali manj začeli komunicirati ali preko mailov, preko različnih aplikacij v tem času, ko pač ni bilo možno osebnega stika, ampak tudi vse te nove metode zdravljenja, personalizirana medicina, veliko je tukaj stvari, ampak mislim, da je ključna optimizacija. Bi pa poudarila še nekaj, kar pa v zadnjem času in ugotavljamo in se tudi navezuje in tle bo mogoče Ninina komisija za spodbujanje investicij bolj aktivna, ampak trend odhoda farmacevtskih multinacionalk iz Slovenije, ki ne pomeni samo konkretno pri enem podjetju 60 delovnih mest dobro plačanih, ampak pomeni, če taka multinacionalka odide, da ni v normalnem času oziroma da se podaljša čas vstopa novih zdravil na trg, tudi za 5 ali 10 let, da ni več kliničnih študij o določenem zdravilu v Sloveniji, da zdravniki praktično nimajo nekega servisa, neke opore, neke točke, kamor bi se lahko obrnili, če pride do kakšnih problemov. Tukaj gre pa konkretno za slabši položaj za pacienta. To ne pomeni, da mi bomo zdravila lahko dobili. Te stvari so praktično vse poslabšujejo status pacienta. In gre pa predvsem to za onkološke paciente v veliki meri, kar je pa v bistvu sodoben problem. Jaz sem včeraj poslušala eno prezentacijo enega farmacevtskega podjetja, praktično največja poraba svetovno in tudi v Sloveniji denarja, ki se zbere v nekem zdravstvenem sistemu, gre za onkološke paciente. In to je kar velik problem. Vida, hvala ti za tole opozorilo. Kdorkoli lahko z lahkoto zamahne, saj če jim pa kaj ni všeč, naj pa grejo, tudi to sem že slišala, tudi strani tistih, ki bi morali prvi biti v vrsti in se pogovarjati, ne pridite sem, ostanite. Mislim, da je odgovoren ne samo temu razmišljanju, ampak odgovoren marsikakšnemu in odgovoren družbi. In ena komisija, ki jo nismo pozabili, ki zelo pomembno vpliva in sodeluje in verjetno, ki bo veliko govorila o meritokraciji, veliko bo govorila o upravljanju, veliko bo govorila o načinu razmišljanja, je seveda Komisija za korporativno etiko in transparentnost. Mislim, da mora Katja, ki jo vodi,
narediti cel tak Coffee to Connect na to temo, kajti to so stvari, ki pa potem spet nazaj pripeljejo do kulture dialoga. Hitro mi je minila tale e-kava z vami. Citirala bom Tonjo, ki večkrat pravi, da si tak, s kakršnimi ljudmi se obkrožiš. Jaz upam, da so vsi zdaj videli, da sem jaz ena srečna ženska, ker sem obkrožena tako z izjemnimi komunikatorkami, ampak še bolj z izjemnimi damami. Pa ne bom pozabila še na ostale iz ekipe, seveda tudi Tanja, Katja in Mart. Ena taka res utrgana ekipa smo in smo lahko veseli, da lahko delamo veliko, tam je Mart takole dela, ga vidim, če šipa, da lahko veliko dobrega naredimo tudi za družbo in mislim, da je to tisti motiv, ki nas vse skupaj žene. Tako da, drage dame, zdaj smo spile kavo, zdaj gremo pa naprej delati. Hvala vsem, vam pa želim en krasen petek. Hvala, lep dan. Adijo. Vsi hvala.